Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do lokalnih volitev je samo še 5 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. In ponovno dobrodošli pri nas, gledalci kabelskega operaterja A1. Sekulič. Odkar je košarkarski selektor Aleksander Sekulič, Slovenija še ni zamudila nobenega velikega tekmovanja. Pripeljal nas je na pol koša do olimpijske medalje, včeraj pa prvič po 9 letih še na svetovno prvenstvo. Medaljo, ki so nam jo letos vzeli Poljaki in poškodovan Gležen Luke Dončiča, bo naskakoval prihodnje leto v Aziji. Sekula, kapo dol. Sedaj pa se lotimo 38. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Logar. Je Anže Logar poraženec ali zmagovalec predsedniških volitev? Anže Logar je po besedah bivšega premierja Mira Cerarja mlajšega v nedeljo doživel časten poraz. Koliko časti je v porazu in ali se lahko Logar šteje tudi za zmagovalca, bomo vprašali naša stalna komentatorja Lucijo Šikovec-Ušaj in dr. Boštjana Marka Turka. Lucija, Boštjan, toplo pozdravljena. Dobro večer. Lucija, kako si ti videla rezultat predsedniških volitev? Je ta rezultat zate pričakovan, te kaj je presenetilo? Nažalost je bil pričakovan, takoj ko se je videlo, kdo gre v drugi krog. Kdo je zmagovalec, kdo je poraženec? Poraženec je slovenski narod. To ni Anže Logar, ampak smo vsi Slovenci oziroma vsej dobra polovica Slovencev. Zmagovalka je Nataša Pirc Musar, tukaj ni dileme, Logar seveda ni zmagal, si ne smemo slepiti, je pa, kot je rekel pač Miro Cerar, tukaj mu treba pritrditi, častno izgubil, ni izgubil, mislim, katastrofa bi bila, če ne bi prišel drug krog, ampak to pa je bilo pričakovano. Boštjan, kako si ti videl nedeljske volitve? Pa ja, mislim tako, jaz se strinjam z gospod odvetnico, pač, da je to poraz za slovenski narod, ker torej tega ne moreš razumeti, ne morem razumeti, kje se najde kritična masa, ki da nekomu, ki ima toliko nahrbtnikov, da dober je, da sploh še vstane, mandat, da vodi državo. Se Avstrijci so to pogruntali veliko hitrejši in veliko bolj učinkoviteje od Slovencev, in se vsa avstrijska, bi rekel, prese, se pravi tiska, se dela norca, da je to pač zdaj tipična z rusko dačo pa z Rolls-Royceom, To ni samo, mislim, da Kurir, to, kar je bilo danes na Twitterju, ampak to je tudi Kronenzeitung, in potem se najde to še na drugih portalih. Tako da to je pač, mislim, pač tej koaliciji je uspelo v bistvu pol leta to državo dobesedno vršiti na kolena, in seveda ta izbor te predsednice je pač v tem kontekstu. To pač ni moja predsednica, meni je to pač popolnoma vseeno. Zdaj, če v državi toliko neupravilno nesposobnih ljudi, ki enostavno ne razumejo, da bojo oni, državljanke in državljani, tisti, ki bi jo plačali zadnjo ceno, ne bo, Pirc Musarjeva je lepo povedala, že v soočenjih je rekla, čakajte, če vi mislite, da bom jaz zdaj pa prenehala z državo poslovati, pač ste pa zelo zmotili, mi bomo naprej poslovali z državo, pač to gre v rok službe, in mislim, tega nikjer v Evropi ni, mislim, tudi drugo, kar je pa najbolj, bi rekel, zastrašujoče, je pa to, da nikjer v Evropi ni, razen v Rusiji, pa Rusija pač vprašanje, če je Evropa, pa v Srbiji, ni tako močne koncentracije, se pravi 100% koncentracije političnega monopola v roki ene same zgodbe, ki pa je še ideološko obarvana in ki je še pač ideološko obarvana na način, ki bi se morali ta 90 posloviti, predvsem pa na način, ki so ga pač obsodile tako rekoč vse resolucije Evropskega parlamenta in z tega stališča nima v Evropi kaj delati. To je samo, kar so oni v pol leta naredili iz države, to je samo, mislim, samo strmima, 6000 izgubljenih napotnic, zdaj tale, mislim, kaj ima ljudje, ne vem, moje temeljno vprašanje ni tle Anže Logar pa NPM,
Ampak je temeljno vprašanje pač, kje je pravilna sposobnost slovenskega volivca. Mislim, predvsem pa najhujš pa to, da vse to se je zgodilo v mestih, zdaj se je pokazalo nekaj. Slovenija se ne deli toliko na levo pa na desno, ampak se deli na mesto in na nemesto. In v mestih je največja koncentracija, bi rekel, tako kot se ti meščani pač hvalijo, največja koncentracija inteligence in največja koncentracija, bi rekel, ustreljenih kozlov, političnih. Tudi mesta so zvolila Goloba. Jaz tega ne razumem. Ja, ampak Boštjan, zdaj, ko je Milan Kučan podprl Natašo Pirc Musar, kar je verjetno odločilno pripomoglo k temu, vsaj to, da je prišla v drugi krog, je rekel, da to počne zato, ker ne želi, da bi ena politična stranka imela vse vzvode oblasti v svojih rokah. Ti pa zdaj praviš, da se je to kljub temu zgodilo. Jaz odgovorim samo, gospa odvetnica je prej besedo prosila, če bom pa odgovoril. Ja. Jaz sem samo želela nekaj dopolniti v tej smeri. Zdaj, če si je neka politična opcija uspela zagotoviti resnično kompletno vladanje v tej državi, kar si ga je velika krivda na opoziciji. Tega ne smemo spregledati. Ne smemo se pretvarjati, da je opozicija ta čas od volitev koristno uporabila in ga izrabila. Samo ravnanje takoj ko je vlada nastopila z temi blokadami, z interpelacijami in tako naprej, ni pri ljudeh vzbudilo resnično nobenega odobravanja, torej tudi na podeželju ne. Ker tudi jaz imam stike, moje stranke so iz podeželja, veliko njih niso odobravali takšnega ravnanja na samem začetku. Tako da tukaj si lahko kar opozicija oziroma konkretno SDS pripiše veliko zaslugo za to, kar se je zgodilo v državi. Bi pa rekla samo še toliko, da bo nadaljeval, da je Nataša Pirc Musar sicer mogoče v ušesu prijaznejša varianta Danila Türka, za razliko od Türka, ki je hlepel po nekih častihlepen, bi rekla, da je rabil to potrditev, pa mislim, da je ona tukaj bolj materialno usmerjena in ne rabi toliko te potrditve, te časti in slave, s katero bi jo obložili. Tako da mislim, da bo Sloveniji zelo še žal za to, kar je naredila, da bomo imeli enega najslabših predsednic oziroma predsednik, pa to te bi do zdaj Turk je imel primat pri tem. Tako da... Ok, Boštjan, izvoli. Ja, mislim, jaz se spominjam Faktorja, ko so bila tule, mislim, da marca, ko sva govorila jaz v šali, ko je bilo jasno, da sva komentirala, da je Kučan podprl Goloba. In seveda, to je potem, jaz Kučanu verjamem toliko, da mu verjamem, da je tisto, če reče A, da velja minus A, in če reče B, velja minus B. Jaz mu toliko verjamem. Vse njegove besede so pač eno samo popolno sprenevedanje. Tudi to, da je podprl zdaj Natašo Pirc Musar, ki so jo seveda v drugem krogu podprli seveda Golob in Klokočar Zupančičeva, in z največjim veseljem Gibanje Svoboda se je potem postavilo in celo z kršenjem, kar jaz ocenjujem kot kršenje volilne kampanje v soboto na kongresu, je pač pomagalo pač je dalo pač določeno promocijo. Tako da to sploh ni res, to so pač interesi, ki so se poenotili, bi rekel, ki so bili poenoteni že pred volitvami 24. aprila, ki so se zdaj pač eklatantno in bi rekel na najbolj možen način poenotili v drugem krogu, ko so pač vsi podprli, tako da Kučanove besede so tukaj popolnoma prazne. Mislim, da se pravim, za Kučanu je za verjeti toliko, če Kučan trdi, da je zunaj noč, kot je zdaj, ki jaz jo vidim, je treba še enkrat pogledati skozi okno, pa se prepričati, da je res noč, ali mogoče sije sonce in je beli dan. Tako da... A sta vidva kadarkoli v tej kampanji za te volitve predsedniške pomislila, da bi Anže Logar pa vendarle uspel zmagati oziroma biti izvoljen za predsednika? Pravzaprav tako. On je imel veliko možnosti, če bi uspel v prvem krogu. Samo žal je bilo preveč kandidatov, tako da je bilo to zelo takšna hipotetična možnost. Mene je v bistvu bolj kot vse to s Kučanom itak. Mislim, to se raje ne spomnim, ker to in fizično in psihično enostavno se zablokiram. Ampak dejstvo, da nekdo propagira, potem ko smo se mi pred 32, 33, 40 leti borili za večstrankarski sistem,
in se hvali s tem in potem, da je nestrankarski, torej da ni v nobeni stranki in prevzema politično funkcijo, se mi zdi huda regresija, ne. Torej mi smo šli nazaj v težek komunizem, nekaj, kar je nepredstavljivo bilo naši generaciji, ki se čutimo za tiste, ki smo izbojevali, bom rekla, to državo, ki smo prišli do večstrankarskega sistema, ki smo nekako stali za tem, da gremo v neko demokracijo, ki pač nujno pomeni tudi več strank. Sedaj je pri nas najbolj popularno biti nestrankarski, torej enostavno ne razumem tega naroda, žal mi je, tisto razočaranje, grenko za vse, kar si dobrega naredil, bi kar nazaj vzel, če bi se dal, a ne, ker se ti zdi, da enostavno si nismo zaslužili tega. Tlej, mislim, moram reči, osebno sem zgrožena nad tem, kar se je zgodilo. Anže Logar je naredil, kar je lahko naredil, ne. On je s to mlačno, bom rekla, držo, seveda dejansko ustrezen za predsednika, ker to je drža, ki je predsedniška, to ni izvršilna drža, ne, torej, če si ti v vladi, moraš biti operativen, moraš izvrševati neke strankarske programe in tako naprej. Ampak to, da si pa tak spravljiv, je pa ravno tisto, kar ne bi bil predsednik in to Nataša Pirc Musar niti pod razno ne bo. Mislim, tukaj ne verjamem, da je možnost, sploh minimalna možnost za to. Ja. Boštjan, bi si kdaj imel občutek, da bi Logar lahko zmagal? Ja, jaz sem imel skozi ta občutek, ne, jaz sem to tudi pisal, recimo jaz sem sledil anketam Slovenskih novic, ne, in Slovenske novice so ves čas napovedovale, da je Logar v bistveni prednosti, a ne. Ampak zdaj se je pokazalo to, da Slovenske novice najverjetneje berejo bolj na podeželju, ne, in ne vem, sej pač 60.000 glasov je bilo razlike, a ne, mislim, to je kar nekaj, ne, ampak hkrati tudi toliko ni, a ne. Torej, meni se je zdelo tudi po logični poti nemogoče, da bi bila Nataša Pirc Musar, zato ker ti ljudje v Nataši Pirc Musar je bilo v medijih objavljenega toliko, da se jaz sprašujem, kje je tle, zdaj bi rekel tožilstvo, kje so preiskave vseh teh, bi rekel, neverjetnih hobotnic, a ne, ker rabiš prav neki domišljije, da to razumeš, a ne, koliko domišljije še potem rabo tisti, ki je to spletel, a ne, in tega ni Nataša Pirc Musar nikoli zanikala, oziroma je zanikala na najbolj neverjeten možen način, to je to, da ne ve nič o poslovanju svojega moža. Ja, halo, mislim. Kdo bo pa temu verjel, ne? Boštjan, ko že omenjaš domišljijo, predlagam, da damo gledalkam in gledalcem trenutek, da še oni malo pomislijo o tem, o čem se pogovarjamo. Tako da ne namojiti, vrnemo se po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem. Je Anže Logar poraženec ali zmagovalec nedeljskih predsedniških volitev? Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Lucija Šikovec-Ušaj in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, ali je Anže Logar poraženec ali zmagovalec nedeljskih predsedniških volitev. Lucija, Boštjan, kaj je vajino mnenje, kaj je bilo tisto odločilno na koncu, ker je pač preveslo tehtnico na stran Nataše Pirc Musar? Je to bila podpora Milana Kučana, kaj drugega bi lahko Anže Logar kaj drugače storil v kampanji, da bi prišel do zmage? Kaj pravite? Veš kaj, midva sva se slišala takoj, mislim, naslednji dan, pa sem ti rekel po prvem krogu, da mislim, da je Janša mu zabil žabo v krsto, ker je prišel. Ja. Pa zdaj ne mislim kot kritiko, ampak kot dejstvo, ne. Približno isto se je zdaj zgodilo v Ameriki s temi volitvami, ko v bistvu vsi očitajo Trumpu, torej tudi desni mediji, njemu naklonjeni mediji, da je v resnici on kriv, ker so republikanci dosegli relativno nizek rezultat, slab rezultat. Ne tazga, kot so ga pričakovali, vsekakor. Ja, torej gre za enak sindrom, ne. Tukaj je Janša s tistim, skratka, jaz ne vem, kakšen dogovor imata ona dva, ne morem vedeti, verjetno nobeden od nas treh tega ne ve, če ga imata, ampak Logar je tukaj se držal svoje poti,
in tisti obisk, ta prvi se mi je zdel, prvič mu je oduzel pomembnosti zmage na prvem krogu in pomembnosti se mi ni zdelo primerno, torej tudi novinarji so pravzaprav usmerjali vso pozornost na prihod Janše, kar tudi strani novinarjev ni, mislim pa, da je Janša to točno tudi vedel. To se mi je zdelo neprimerno in mislim, da je tukaj izgubil kar nekaj. Zdaj je v situaciji, ko mu ni lahko, ne? Če tako gledava, čeprav ne bi zdaj se začelo nekaj velikega, ampak zdaj je zadeva takšna, da če je bil iskren, potem bo težko v stranki ostal. Če ni bo iskren, bo težko drugič pretental volivce. Torej, njegova situacija je trenutno vsaj zame bi bila, dost neprijetna in neugodna, ker bo moral, torej, če bo ostal v stranki, prepričati, da je bila ta taktika in ni bilo iskrenosti, ampak vendarle je pa prepričal več ljudi kot sama stranka, kar pomeni, da je dobil nove glasove in če bo rekel, da je taktiziral, je ta zadeva zgubljena v prihodnosti, ne. Tako da ni mi jasno, kako se bo odločil, ima kapital, vsekakor ga je dobil, kaj bo naredil s tem, torej nima tazga kapitala kot Nataša Pirc Musar, da se razumemo, da gre za materialno, gre za to... Politični kapital, hočeš reči. Ja, tako. In upam, da bo se pravilno odločil, ne vem pa, kaj je prav, ne bi vedela. Ampak se tebi zdi, Lucija, ker jasno je, da je Anže Logar dobil tudi dodatne glasove, ne? Se v končni fazi so izračunali, da je dobil več glasov, kot celotna desnica, če tako rečem, na parlamentarnih volitvah, ki so bile aprila, čeprav je takrat bila bistveno višja volilna udeležba, ampak vseeno je dobil tudi glasove Janeza Janše, če hočeš pa glasove SDS-a. A bi lahko on računal na tak rezultat, kako bi sploh šel na te volitve lahko brez podpore Janeza Janše? Jaz mislim, da je bil že od začetka, je bilo jasno, da ga Janša ga podpira in da mu bo nasprotna stran in mediji, da mu bojo to podporo obešali. Ampak tu se mi zdi, da to je nerešljiva enačba, ali se motim? Ja, jaz sem prepričana, da je dobil glasove SDS-a, da so večina volivcev SDS-a ga jemala kot torej njim blizu kandidata, ki je njim blizu. Vse iz njihove stranke, to ni presenetljivo. Mogoče razen za SD, ker SD recimo ne mara Boruta Pahorja, čeprav je tudi bil predsednik njihove stranke. Ampak on je dobil več glasov. Mislim, da je resnično zajel več in da če bi šel svojo pot, kar nekateri namigujejo, potem bi odpadla tisto trdo jedro SDS-a, bi brez dvoma ostalo pri Janezu Janši. Njemu bi pa šla dejansko bolj ta zmerna, bi rekla, torej ljudje naveličani tega, bodimo pošteni, primitivizma do neke mere, bi pa se po mojem obrnili k njemu kot k nekomu, ki bi na desni, čeprav jaz malo v njegovo desno dvomim. Se pravi, nek Viren 2.0, če te prav razumem. Boštjan, kaj ti praviš? Bi lahko Anže Logar storil kaj drugače v drugem krogu predsedniških volitev? Bi lahko, ne vem, Janez Janša storil kaj drugače? Ali v prvem krogu ni važno? Jaz mislim, da Anže Logar je odpeljal briljantno, tako kot je Tina Maze odpeljala slalome pa veleslalome, je odpeljal to tekmo. Problem ni v Anžetu Logarju, problem je v retardiranosti določenega dela volilnega telesa, ki preko Janše vidi antikomunizem in vidi belo vse tisto, kar je črno, in črno vse tisto, kar je belo. To je globinski problem. Drugi globinski problem, izziv, pred katerim Anže stoji, je pa ta, da je treba državo vrniti državljanom. Mislim, ker z Natašo Pirc Musarjevo in z vsem tem se je zdaj do konca pokazalo, da mi imamo na oblasti milijonarje, ampak milijonarje, ki so tja prišli ne kot Buscarol, ampak milijonarje, ki so do tega prišli po pitaj Boga kakim putem, kot se reče. Mislim, na ne vem kakšen način. Ja, tajnovitim, najmanj tajnovitim. Rusija, to so v bistvu lahko zdaj rečemo, da so to oligarhija. Imamo v prestolnici oligarha, imamo na Gregorčičevi oligarha, pa imamo zdaj na Gregorčičevi dve oligarhinje oziroma njenega moža oligarha. Mislim, to je strašljiva podrobnost in to so zunaj v inozemstvu videli in so začeli norca delati, ja, ampak hkrati pa v
opozarjal. Vi si morate zdaj pač predstavljati, kakšne so diplomatske depeše po nedelji, se pravi iz diplomatskih predstavništv v Sloveniji, akreditiranih, a ne, v Bruselj, v Pariz, v Washington, kaj se tle v Sloveniji dogaja. Ne. In zdaj pred Anžetom je pa ogromna naloga, a ne, ki jo bo začel lahko upravljati šele čez 3 leta, ko bojo naslednje volitve, a ne, da jaz vidim, da ustanovi pač neko novo stranko, tako kot mislim, da tudi bo Borut Pahor ali prevzel SD ali pa bo ustanovil novo stranko in da se država vrne državljanom. To je, da se vrne pač nazaj ljudem, da dobimo pravno državo, a ne, da dobimo nazaj državo, recimo zdaj nam bojo 100.000 SP-ov ali ne vem koliko, ne, zdaj bojo to kar obdavčili, kar na lepem bojo rabijo denar, bojo ljudem to pobrali, bojo pokradli, a ne, in mi rabimo in hkrati bojo nepremičnine in ne vem koga, a ne, ne vem, kaj še vse prihaja za ovinkom. Vemo samo to, da ko stopimo v trgovino, je vse dražje. Ko stopimo, imamo najdražjo elektriko v Evropi, za tretjino dražje od Nemčije, čeprav imamo za 3-krat nižje plače in 3-krat nižje pokojnine. Mislim, to ne more tu nedogled, ne. Tle treba državo vrniti državljanom in jaz vidim tukaj seveda, da je pred njima, pred Pahorjem in pred Anžetom velik izziv in tudi ogromna priložnost. Jaz sem zelo optimist. S tem, da za Janšo pa vidim pač, da bo pelal naprej. Janša konec koncev pripelje na volišča 250.000 ljudi plus, kar nikomur v 10 letih ali pa v 20 letih ali pa v 15 letih, da tako vzamem, kontinuirano ni nikomur uspelo nekaj takega delati. On to vemo, če bo jutri volitve, bo spet 250.000 glasov za SDS in to uničiti bi bilo pač nespametno. Ampak mislim pa, da Anže pa Janša znotraj iste stranke nista kompatibilna, zato ker sta premočna, stranka je premejhna za dva taka. Jaz to tako vidim. Zanimivo razmišljanje imata oba. Se pravi, če vaju prav razumem, nekak strategija, to, kar je Anže Logar tweetnil, da smo na začetku nečesa velikega, bi naj bila sledeča. Janez Janša, kot ti praviš, Boštjan, na naslednje parlamentarne volitve pripelje tam do 280.000 ljudi, potem pa Anže Logar, kot ti praviš, v neki svoji stranki pripelje še dodatnih 120.000, to je skup recimo teh 400.000, ki so bili na teh predsedniških volitvah za Anžeta Logarja in to je potem dost verjetno za oblikovanje neke večine. Prosim, da se razumemo, lahko samo en klik, da se razumemo. To ni zdaj problem Anžeta, pa kaj bosta, pa Janša, pa to. Problem je, da je ta država postala popolnoma odtujena in da so oni trije v bistvu neke vrste orodje, edino možno, se pravi pa Pahor, edino možno orodje, ki to državo lahko približno nazaj vrne državljanom. To se misli reči. Jaz bi pa še nekaj spomnila. Mi imamo tukaj Novo Slovenijo, ki je tragično zavozila ves kapital, ki ga je imela v osamosvojitvi. Vendarle se v Sloveniji uradno giblje procent katolikov, med 60 in 70%, to je bilo zadnjo popis prebivalstva, mogoče zdaj manj, ampak vendarle stranka bi morala nekaj narediti. Poleg upokojencev najmočnejša volilna baza. In ne razumem, kje so njihovi volivci. Drugje, pri drugih strankah očitno. Jaz imam občutek, da Janša, mislim, brez zamere, je zdaj pobral tudi volivce od Jelinčiča, ampak to niso ljudje, na katere bi jaz ravno stavila. So glasovi, ampak stranka ne more iti s takim programom, s tem stalnim kalimerovstvom na neko zmago ponovno računati. Tukaj bo treba bistveno se spremeniti. Čeprav zdaj vprašanje za oba. Zdaj, če gledamo pač to razdelitev volilnega telesa, se mi zdi, na predsedniških volitvah se najbolj pokaže ali pa se najbolj plastično pokaže in na vseh predsedniških volitvah je približno isto. Zdaj, če pogledamo prejšnje dvoje predsedniških volitev, sta bila dva kandidata anti-Janša tabora, da tako rečem, da se ne bomo lovili okoli tega, kdo je leva sredina, pa kdo ni, v drugem krogu. Zdaj je pač Anžetu Logarju uspelo, da je prekinil ta trend in je prišel v drugi krog in je pač dosegel spoštovanja vreden rezultat, to mislim, da se vsi strinjamo. Ampak še zmeraj je bil daleč od zmage in vsak kandidat desne sredine ali pa desnice ali pa Janševega tabora, če hočete, je bil na vseh predsedniških volitvah, vključno s prvimi za predsednika predsedstva, ko je Milan Kučan premagal pokojnega Pučnika, je bil daleč od zmage. Zdaj, a je potem res toliko krivde na Janši, da zaradi njega desnica ne zmaguje, če pa vidimo, da on pa vseeno, SDS pod njegovim vodstvom
praktično na vsakih volitvah prva ali druga stranka, celo to obdobje, odkar je prevzel SDS. Je pol tu Janša problem ali je Janša v bistvu edini, ki vleče voz na tej strani političnega aspekta? Dajmo se vprašati, zakaj Janša ni kandidiral za predsednika. Leta ima že ta prava, ne? Ja. No, kaj je tvoj recimo odgovor? Zakaj Moje mnenje je, da ne bi prišel drugi krog. Ja. Kaj praviš ti, Boštjan? Bi Janša to je zdaj drugi krog zelo na težko, predsedniških mislim, volitvah? Janša nima talenta za biti predsednika, ne? Ker predsednik je protokolarna funkcija, ne? Tudi Janša bi bilo škoda. Ne? Mislim, jaz vidim Janša največji talent v tem, da je pač najboljši predsednik vlade, ki smo jo kdajkoli imeli. Ne? Okay. Pač tudi zaradi tega, ker ima neko neustavljivo in neverjetno življenjsko energijo, da spi po par ur in tako, mislim, jaz vidim tle njegov talent. Potem vidim še en talent, ne? Ker on je v bistvu edini, se pravi zdaj predsednik vlade, se pravi on je bil 3-kratni predsednik vlade, ne, ki ima tako imenovano combat experience. Ne. To je izredno pomembno v trenutku, ko je na kontinentu v Evropi vojna. Ne. In meni se to sem napisal, to je moje mnenje, se Janša v bistvu zdi škoda za tele, bi rekel, pritličnosti slovenske politike oziroma parlamentarizma, sedanjega, kajti ne smemo pozabiti, da je sedaj levica je začela z spuščanjem nivoja, ne, sedaj to, kar se pa dogaja v parlamentu, je pa tako rekoč suspens parlamenta, tega pa nikjer ni. Ne. In se mi ga zdi, ampak to je njegova pač odločitev, konec koncev ima tudi 2 majhna otroka, ima ženo, ki ima službo in to je to pač težko, ne vem. Ampak jaz ne vidim njegovega talenta na mestu predsednika države, ki je pač zgolj v bistvu več ali manj protokolarna funkcija. Ne. Tudi konec koncev teh stvari, recimo, da je tam ustavil v bistvu vojno v Ukrajini, preobrnil za Fialo in Morawiecki in dobro, on je bil zraven, ne. Glavna stvar je takrat 15. ko so šli v Kijev, 15. marca, je pač napravil Morawiecki. Poljska, seveda se Poljska ima 40 milijonov ljudi, ne, ampak kljub temu, ne, tega kot predsednik ne bi mogel narediti, ne, republike, ne, tako da ne vem, jaz pač gledam na to pač samo z enega stališča, ne, da je zdaj država v pol leta padla tako globoko, da nujno potrebujemo sinergije, ampak potrebujemo začeti že zdaj zbirati razumnike, že zdaj zbirati ljudi dobre volje, pisati v inozemstvu. Evropa ne more prezreti tega, kaj se v Sloveniji dogaja, ne more. Pa smo majhni, ampak toliko majhni pa spet tudi ne. V tem smislu pozdravljam to, da prihaja Hrvaška v Schengen in v evro, ker to pomeni, da bo manevrski prostor za vse možne norosti tega, kar se zdaj imenuje pač sedanja oblast, manjši. To je moja prva prioriteta. Znotraj tega je zame popolnoma vseeno, kaj tu Janša počne, ker zdaj predsednik vlade ne more biti, do naslednjih volitev. Se pravim, pač gre za Slovenijo. Jaz mislim, da ni takšne razlike, da je in Janša in Golob in zdaj tudi Pirc Musar, da gre tukaj za težke globaliste, dosti servilne napram Evropi in to je tisto, kar mene najbolj moti, da je enostavno več državljani nismo pomembni, ampak da je pomembno ugajati tujcem, pa potem tudi za ceno pač preživetja lastne države. Tako da ta del mene, in to se je začelo že z vlado ta zadnjo vlado Janeza Janše, ko je enostavno prisprejemal vse. Ne nazadnje je bilo zdaj v parlamentu evropskem, če se pravilno sledi, da se bo zmanjševala reja govedi, ker nas bojo potem najbrž z umetnim mesom ali s črvi ali s čemerkoli že hranili. Ja, črički so boje v igri. In noben od slovenskih poslancev, da se razumemo, nobeden ni glasoval proti temu, pri tem, da imamo mi govedorejo kot bistveno kmetijsko panogo. Da ne govorim, da smo pač mesojeda družba in da imamo, kakor vem, imamo vsi radi meso. To je del zelenega prehoda, po moje, Lucija, veš. Ne, da se narobe ne razumemo, ne moja stališča. Enostavno se mi zdi, da so vsi politiki, in tukaj ne delam, tudi Janša ni čisto nikakršna izjema. Tukaj v tej servilnosti do te Evropske komisije, dajmo si naliti čistega vina, naši politiki nimajo hrbtenice, njih hudičevo malo zanimamo mi, njih zanimajo samo sami sebe, svoj žep in pozicije za svoje prijatelje. To je vsa zgodba.
Ampak tukaj filozofirati. Janša je vse in kljub temu pa sam proti vsem, vsaj pri nas tako izgleda. Ja, Boštjan nadaljuje. Ne, da se zdaj razumemo, ne, mislim, moja stališča o Evropski uniji so poznana. Jaz sem v svojih javnih nastopih Okay, doma pa da in ne na bomo zdaj se Hrvaškem. mi pogovarjali o Evropski uniji, gremo mi nazaj na našo današnjo Samo temo. da končamo. Če se Jaz sem strinjate, absolutno proti vsem tem devijacijam in norostim, ki jih Bruselj dela, in tudi moja knjiga, ki prihaja zdaj ven, Vojna za mir, govori prav o teh devijacijah, analizira in ljudem odpira pogled, kaj se sploh dogaja. Ampak Janša se mi pa zdi tako na nek način, da sodi bolj k Višegradu, no? In to je razlika med njim pa med Golobom, ker Golob pa sodi ne vem kam. Če sploh on ve sam, kam sodi. Ja, to drži. Ampak tole sem malo hotel vprašati. Zelo dostakrat smo se tudi v naši oddaji pogovarjali o tem, da Janša nima naslednika, bi rabil naslednika, ga mora sam določiti, da se bo kakšen pojavil pa tako naprej. Pa me zanima zdaj vajino mnenje. Zdaj s tem rezultatom Logarja na teh predsedniških volitvah, a je Janša končno dobil naslednika. Lahko zdaj Janša, tako kot si ti rekel, Boštjan, glede na svojo starost, pa majhne otroke in tako naprej, pač končno krmilo preda nekomu drugemu v roke. A jaz ali? Ja, oba. Ja, lahko noče. Lahko ti pač nočem biti nevluden, ne, Ne, v redu, kako je. Ja, jaz mislim, da Janša nima naslednika, pač zato, ker je pač, on je nepozaben met v prostor, kakor si to pač Janša nima ocene naslednika. njegovega dela lahko pač podajamo zdaj sporadično, ne, težko pa podamo pač oceno dela, se pravi začenši z procesom v četverice, pa potem vsemu, kar je bilo, a ne, težko podamo to oceno, bi rekel, objektivno, ko pač neko človeško življenje še poteka pred nami, a ne. Ja. Ampak jaz mislim, da bi bilo to zelo kontraproduktivno, pač ne vem, ampak tudi ne vidim. Jaz sem povedal v tej oddaji in bom še enkrat povedal, jaz Anžeta ne vidim v SDS-u, zato ker sta Anže in pač si rekel, Anžetu govorim Anže, ker se z njim tikam, o Janši govorim pa o Janši, ker se z njim vikam, oziroma nimam z njim nobenih stikov, ampak če sem jih že imel, ne vem, 7-8 let nazaj, sem pa se z njim vikal. Tako da sta prevelika za to stranko, no? In tudi jaz ne vidim nič dobrega v tem, pač Anže bo moral, pač tako kot mladenič, ne, ki gre v širni svet, bo moral od doma. In je to dobro, jaz to v sinergiji s Pahorjem in seveda v sinergiji z SDS-om in z Janšo, jaz tukaj vidim edino možno formulo, pa grem spet nazaj, pa da se ne bom ponavljal, da se Slovenija vrne nazaj državljankam in državljanom. Jaz bi pa tako rekla, ta sindrom recimo poznamo iz univerzitetnih krogov. Jaz se tega spominjam kot otrok, pač, ki sem rasla v univerzitetnem naselju. Ko so profesorji odhajali v pokoj, se je vedelo, kdo je imel naslednika, ki ga je prekašal in kdo je imel prevelik ego, da bi nekako vzgojil naslednika, ki bi na to prevzel recimo neko katedro ali karkoli podobnega. Tako da to je ta sindrom pri nas zelo posameznikov zelo močan in mislim, da Janša ne bi prenesel, da bi si vzgajal nekoga, ki bi ga na to prerasel. To je prevelik ego je za to in tukaj je Anže Logar, se pravi, jaz ne vem, kakšen dogovor ona dva sta nedvomno imela. On se je že poskušal na volitvah za župana, zdaj ima SDS predlagal za župana Ljubljane, torej no name, osebo, ki je nihče ne pozna, več kot jasno je prepustil SDS mesto Jankoviću in njegovim, ne rečem kaj, No, pa se tudi Golob je prepustil mesto Jankoviću. Seveda, in to je ena od večjih sramot, torej Nataša Pirc Musar je zaenkrat še neznana, ampak pričakovana, sramota, ampak Janković je pa znana sramota za Slovenijo in za vse ljudi, ki vemo, kaj je naredil in da ga podpira predsednik vlade, da on podpira predsednico države. Mislim, dejansko se vprašaš, kdo je, torej, a je spet, zdaj bom pa tako rekla, udbomafija, prevzela resnično vse vzvode, ampak v soglasju z opozicijo. Jaz ne verjamem, da se lahko to zgodi, kot je rekel dr. Turk, da se lahko to zgodi brez tako močnega Janše, ki potegne za seboj 250 000 Slovencev. Se je zgodilo, torej je bilo tiho soglasje. Ne verjamem v pravljice o tem, da se je to kar samo od sebe zgodilo. Boštjan, Lucija, zdaj Janša se je v nedeljo pa včeraj zavil v molk, potem pa je vendarle čestital novo izvoljeni predsednici republike na Twitterju, nekako lahko bi rekli v svojem slogu, pač čestitki ni kaj za očitati,
ampak na koncu je dopisal, da bi bilo prav, da se opraviči za vse laži, ki jih je izrekla v kampanji zoper stranko SDS. Ne? Pa me zdaj zanima vajino mnenje. Je to zdaj napoved, da bo Janša pač nadaljeval s tem svojim političnim stilom, ki v končni fazi je tudi za njega in za stranko dost uspešen, ali vseeno mislite, da bo prišlo zdaj tudi v politiki SDS-a in v končni fazi samega Janše do kakih sprememb? Ne, Janša se ne bo spremenil. Mislim, vse prav, da se ne. Ker to ne bi bilo iskreno. Tak je Janez Janša, pika. Takega smo imeli radi in takega smo se tudi naveličali. To je to. Okay, dobro. Si zelo decidirana, Lucija. Kaj ti praviš, Boštjan? Bo kakšne spremembe? Dobro, ti si rekel, se pravi, stranka je premajhna za oba, za Janšo in za Logarja. Logar mora iti po svoje, ampak vseeno. Kaj je recimo ta rezultat Logarja? Ne glede na to, kaj bo zdaj Logar naredil, če ga za hip pustimo ob strani, kaj po tvoje ta rezultat Logarja pomeni za Janeza Janšo? Nič pomeni, da to pomeni, recimo, da je, ne, da bi zdaj oporekal gospe odvetnici, ampak kljub temu, da je vzgojil naslednika, pa oporekam tudi sebe, ne, ampak naslednika, ki gre pač tako grejo mladi fantje v širni svet, ne, mislim, ne, saj to je smisel tega, ne, mislim, ampak tle res, mislim, za njega tako čisto na nek način, Anže je 10 let mlajši od mene, Janša je 9 let, mislim, da starejši, pravi, je to v bistvu druga generacija, že Anže mora biti 20 let mlajši od njega, tam nekje, ne, in se pravi, da je vesel, da je pač on je lahko tega rezultata vesel. Mislim, katastrofa pa bi bila za njega, če Anže ne bi prišel v drugi krog, ali pa če bi bil brutalno poražen. Mislim, on je lahko tega, se konc koncev, a veste, nekaj je, pa če Anžeta ne bi bilo, če ne bi bilo Janše. Ja, ampak na prejšnjih volitvah se je recimo to zgodilo, Boštjan, predsedniških ali pa na dveh prejšnjih, ne, Milan Zver ni prišel v drugi krog, Romana Tomc ni prišla v drugi krog, pa ni bilo neke katastrofe. Zakaj misliš, da bi zdaj bila katastrofa, če Anže Logar ne bi prišel v drugi krog? Ma ne, zaradi tega, ker jaz sem dojel te volitve 24. aprila kot katastrofo, ne. Okay. In zdaj se to, in tle je bilo treba potem to kompenzirati, ne, in to so kompenzirali. Tle se je blok sestavil, ne, lahko bi bilo slabše, lahko bi Anže dobil pol manj glasov, ne, potem bi pa rekli, to je pa zdaj stanje klinične smrti te cele opcije, ne. In tako je kot nek ptič Feniks, Anže Logar vstal iz pepela, ne, in seveda za to ima seveda zasluga Janez Janša, ker je pač Anže 23 let zrastel gor v bistvu pod njegovim okriljem. Mislim, če ne bi bilo Janše, ne bi bilo Anžeta, tako kot če ne bi bilo mojega očeta, ne pa moje matere, ne bi bilo mene, ne, pač, to je pač ta logika, ne. A je lahko, Lucija, zdaj Anže Logar novi obraz v politiki, ne, Romana Jordan je že uporabila ta izraz, ne smemo pozabiti, da imamo zdaj prvič v zgodovini na vseh treh daleč najpomembnejših političnih funkcijah v državi nove obraze, ne. Se pravi predsednica Republike Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob. Je lahko četrti jezdec te apokalipse novih obrazov Anže Logar? Upajmo, ampak jaz se bojim, da teh udarcev še ni konec, ne. Da zdaj bojo lokalne volitve in da bojo referendumi in zadeva bo vedno padala po SDS-u in po desni strani, tako da se bo naslajanje nadaljevalo. Včeraj sem si zavrtela posnetek tega Golobovega govora ali karkoli na kongresu. Dobro, če on se zdaj odkupoval Kučanu za tiste kozle, kar se tiče Janše, ampak da pa pošle v penzijo celo stranko SDS, to je 30.000 ali 40.000 članov, a ne, potem pa ne tudi zagotovi denar za pokojnine, mislim, da jih bo vse polovica z veseljem šla, a ne. Tako da to je, recimo, bi mogoče pa zdaj že tudi jaz rekla, ne, ker sem bila resnično zelo vesela gospoda Goloba kot novega obraza, evo, njega sem se pa dosti hitro naveličala, pol leta, dosti je bilo. Se mi zdi, da smo kar neki kosti za glodati smo dali v današnji oddaji. Lucija Šikovec-Ušaj, dr. Boštjan, Marko Turk, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj je Logar, poraženec ali zmagovalec, že 794. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako pošteni so naši politiki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.